Najlepša hvala za povabilo. Zdaj, če želite biti res izklopljeni, priporočam, da si izklopite tudi svoje mobilne telefone, drugače ne bo nič, lahko jih kam vržete. Se mi zdi pa prostor izjemno primeren, smo v sodnem stolpu, kjer smo izolirani, tako da sploh ne vem, če imamo signal, moram takoj preveriti. Zaradi tega strahu, fear of missing out se temu reče po angleško, oziroma strah, da bomo kaj zamudili, ne je signal. Tako da smo na varnem. In o tem bi rad danes govoril, o privlačnosti izolacije in hkrati strahom pred izolacijo v svetu, v katerem živimo. Za začetek sem, kot ste verjetno videli, dal tu neko sliko svetilnika, ki je po eni strani privlačna, mogoče kje na samotnem otoku, po drugi strani pa malce srhljiva, ker ne vemo, kaj se tam dogaja v tem svetilniku. Če si predstavljate, da ste tam sami, je občutek še bolj grozen, ampak bi pa šli tja, ne? Bi pustili telefone, bi pustili za sabo celino in šli na otok. Tako kot sem šel tudi prejšnji teden na otok Brač in moram povedati, da je bistveno bolj prijetno tam po zimi, kot pa poleti, vsaj meni, zaradi tega, ker ni ljudi. In to je tisto, kar hodimo sicer iskati na otoke, mir, da se tam spočijemo, ampak če so vsi tam, potem tu ni več izolacija. In tako da bomo tudi tu morali premisliti, kdaj je tisti pravi čas, ko si privoščimo odklop. Tale citat verjetno dobro poznate, torej noben človek ni otok popolnoma sam zase, vsak človek je kos celine, del kopnega, citat angleškega misleca Johna Donna, ki ga je potem Hemingway poobjavil v svojem znamenitem romanu Komu zvoni. In tudi ta citat pove precej o tem, da človek sam pravzaprav ne obstaja zase. Mi dejansko nismo individuumi, nismo otoki, ampak smo dividuumi, smo deljena bitja, ki nas drugi opredeljujejo in mi opredeljujemo druge. Ampak zakaj si potem želimo stran? Zakaj si pa želimo biti izolirani? In zakaj nas je po drugi strani tako strah, da bi bili vsaj za trenutek sami v tem hiperpovezanem svetu? S tem vprašanjem smo začeli raziskovalni projekt, ki se je začel konec lanskega leta z naslovom Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, ki poteka 3 leta. In v njem se sprašujemo, kaj sploh pomeni biti izoliran. Kaj je smisel skupnosti, ki so izolirane? A sploh obstajajo kakšne skupnosti, ki so res izolirane? In kot vidite tule na tem zemljevidu, smo si izbrali nekaj krajev, nekateri so v Sloveniji, drugi na Hrvaškem, kjer opravljamo raziskavo. Recimo najdlje je otok Žirje, kjer je pravkar kolega Peter Simonič, ki je tudi del raziskovalne skupine, ravno tako Mariborčan, in trenutno na tem otoku, ki je dejansko precej daleč stran od drugih raziskovalnih lokacij. V Sloveniji niso to samo otoki, seveda, oziroma sploh ni nobenega otoka, ker kot veste, razen mogoče bolj znanega Blejskega otoka, takih otokov pravzaprav nimamo, kjer bi se lahko kdo naselil. Smo pa vzeli otoke v nekem drugem smislu, recimo Robidišče, najbolj zahodno slovensko vas, ki jo verjetno se spomnite in poznate, verjetno se spomnite, da je bil v bližnjem Breginju hud potres v 70. letih, ki je porušil, in še kasneje v 90. letih, ki je porušil tudi Robidišče, in že prej so se ljudje od tam izselili. Pred približno 20-25 leti, ko smo začeli tam delati raziskave, je bilo peščica domačinov še tam. No, ampak kaj pa zdaj zanimivo? Zdaj so pa vsi kar naenkrat tam. Vključno z Miho Šaleharjem, radijskim voditeljem, ki sem ga klical kakšne 2 tedna nazaj, pa mu povedal za ta projekt o izolaciji, pa rekel, pa zakaj me sploh kličeš? Mislim, tu ni nobene izolacije, zdaj so vsi tu. In zakaj so vsi tam? Je zaradi te ideje izoliranosti, ne? To je najbolj oddaljena slovenska vas, tam ni nikogar. Ja pa res, zdaj so pa tam Kanadčani, Američani, Francozi,
on jih trenira mountain biking in tako naprej. Tako da, kar naenkrat so tudi, recimo, pogojno influencerji tam, ne? In ko so tam, pridejo tudi drugi tja. In ali je to izolacija? V projektu uporabljamo različne pristope, kako raziskovati izolacijo. Eno je klasična etnografija na terenu, to pomeni, da gremo k ljudem za dalj časa, živimo skupaj z njimi, skušamo razumeti njihove navade. Druga metoda so senzobiografski sprehodi, ker ne samo, da spoznate človeka, če se pogovarjate z njim, odlično je, če se z njim kje sprehodite, tako tudi razumete, mogoče še bolje njegove navade in lokalno okolje. Med sprehodom vam ljudje bistveno bolj več povedo tudi o sebi in drugače razmišljajo kot sicer. Arhivske raziskave, da vemo, kaj se je na teh lokacijah dogajalo v preteklosti, in pa nekaj, čemur pravimo daljinska etnografija. Zaradi tega, ker se niti ne slepimo več, da lahko antropološke raziskave izvajamo izključno od blizu, torej iz oči v oči, ampak nam je jasno, tako meni kot vam, da ni nujno, da smo fizično tam, če želimo spoznati nekega človeka. Mogoče ga ne spoznamo na enak način, spoznamo ga pa pač na nek način. Kaj mislim s tem? Da se lahko z nekom pogovarjate po Zoomu, WhatsAppu, Messengerju in da je to v bistvu postalo ključno vprašanje v antropologiji v zadnjih letih. Torej, biti ali ne biti tam, tako hamletovsko vprašanje. Ker kaj sploh pomeni biti tam? A ste z nekom skupaj, če sta recimo prijatelja na Facebooku, pa vsak dan klepetata po Messengerju, a ste vi tam? Mogoče tega človeka poznate bolje, kot poznate vašega moža, recimo. Kaj pa vem? Ne vem, pač naključno sem navajo pokazal, tako da ne mi zameriti. Ampak jaz mislim, da moramo malo obrniti to paradigmo in začeti razmišljati tudi o tem, biti tedaj. Mogoče je dovolj, da smo skupaj v času na nek način, po nekem mediju, da spoznamo drugega. Ker tudi mi imamo v antropologiji obsesijo to biti tam, od Malinovskega dalje, ki je v 20 letih prejšnjega stoletja oziroma še pred 20 leti v času Prve svetovne vojne raziskoval, kaj se je dogajalo na Trobrijanskih otokih v Pacifiku. In je bil tam več let, ne, in potem v 20 pisal svoje knjige o tem, kako je bilo tam. Ampak a res moramo iti tja? Mislim, jaz iskreno mislim, da res moramo iti tja, če želimo spoznati neko skupnost. Oddaleč je težko, ampak stik s skupnostjo pa vendarle lahko ohranjamo tudi nadaljavo. No, tako da smo v tem projektu izbrali, kot rečeno, neki tem, ki so povezane z izolacijo, od časa, prostora, povezanosti in seveda tudi nismo obsedeni s to idejo, oziroma ne razmišljamo v tej smeri samo, da je izolacija pomeni samo geografsko izolacijo. Saj izolirani ste lahko tudi sredi mesta, tudi sredi Maribora ste lahko izolirani, ali pa sredi Ljubljane recimo. Tako da smo zbrali za to raziskavo socialne izolacije dve lokaciji, ki sta si na nek način podobni. Ena je na Hrvaškem, ena je v Sloveniji, in sicer v Sloveniji Rog, torej bivšo tovarno, kjer je bil skvot mladinski, in se zdaj ta ekipa ljudi deloma razpršila, deloma prestavlja drugam, na lokacijo, ki pravijo Plac. In meni so tudi zanimive te skupnosti v mestih, ki so izolirane, kjer nastajajo kreativne ideje, kjer nastaja nekaj novega, neki novi načini skupnosti. Tako kot v Zagrebu Gredelj, podobno. Za fizično izolacijo smo si izbrali Žirje, to je ta otok v Dalmaciji, in pa Drašiče, to je Belokranjsko vas, ki jo mogoče poznate. Če pa ne poznate, pa priporočam, da jo kdaj obiščete, ampak ne vsi, pa ne naenkrat, drugače ne bo več tako izolirana in zanimiva. Ne? Ampak zakaj je izjemno zanimiva? Zaradi vinske banke. Ne vem, če to poznate, ampak v Drašičih deluje soseska zidanica. Včasih jih je bilo na ducate v Beli krajini in gre za izjemno zanimiv sistem skupnostne uporabe dobrin. Domačini, torej vinogradniki, so zlivali vino v skupne sode, v tej zidanici, in potem jemali iz nje, kolikor so pač želeli, porabili, in potem ste na rovaš, to je taka paličica, recimo
taka protokreditna kartica, ste napisali, koliko ste vzeli ven, oziroma vam je napisal bankir in na koncu leta ste morali vrniti vse, kar ste vzeli ven in to s 50% obrestmi. Kar se sliši kar oderuško, 50% obresti, ampak vse je banka delovala in še vedno deluje. Zakaj? Ker vse viške prodajo in jih potem porabijo ta sredstva za to, da obnovijo ceste, da obnovijo, da počistijo potoke, da prebarvajo cerkev recimo, da, pa zato, da naredijo kako zabavo in zato, da banka pravzaprav deluje. Ne? Tako da o takih skupnostnih rešitvah, ki nastajajo na obrobjih, v izoliranih skupnostih, na otokih recimo, se splača razmišljati, tudi ko razmišljamo o trajnostni prihodnosti recimo. Jaz mislim, da imamo ogromno rešitev dobesedno pred nosom, samo pogledati je treba izven, včasih izven mesta, zato, da to vrstne rešitve spoznamo. Tako da teh krajev je še nekaj, mogoče je zanimiv ta Sveta Gera oziroma Trdinov vrh. Zakaj? Zaradi tega, ker gre za nek kraj, za neko lokacijo, ki ne vemo, čigava pravzaprav je. In jaz mislim, da bo vedno manj vprašanj o tem, čigava pravzaprav je, sploh z vstopom Hrvaške v Schengen. In mogoče je zadnji čas, da raziščemo, kaj ti vojaki v tej kasarni pravzaprav tam še počnejo, oziroma kako tudi domačini doživljajo to skupnost, ki je ravno tako mejna, izolirana. Raziskujemo tudi, in to je pa neka tema, ki je prišla pravzaprav od nikoder, priplavala z dna, že zdaj na začetku raziskave, kontejnerje. Ker kontejnersko življenje, življenje v kontejnerjih je ravno tako izolirano življenje. Kontejnerji so stvari, ki mogoče opredeljujejo naše življenje bolj, kot si lahko predstavljamo. V kontejnerju je verjetno prišel do mene tale telefon, pač z ladjo nekje iz Kitajske. V kontejnerjih ljudje živimo in živijo. Tole je nek kontejner blizu Petrinje, kjer je bil pred dobrima 2 letoma, kot se spomnite, ravno tako rušilen potres in zaradi tega je bil porušen del Zagreba, Petrinja pa res hudo poškodovana. In takrat so politiki in pa seveda država skušali poskrbeti za ljudi na ta način, da so jih prestavili v kontejnerje. In zdaj ugotavljamo po 2 letih, da to očitno ni bila zgolj začasna bivalna rešitev, ampak postaja vse bolj stalna. In tole je kontejner, v katerem živi neki gospod, zraven je sicer njegova hiša, ampak v kontejnerju živi čez dan, čez noč si pa ne upa tu spati, zato ker so mu kontejner postavili na breg, tako da se boji dežja, ker če bi bil dež, pa bi spal v kontejnerju, bi se mogoče odpeljal nekam v dolino. Tako da je v kontejnerju samo čez dan pravzaprav. In kuha v kontejnerju, spi pa raje v hiši, ki je na pol porušena. In v Petrini ravno tako, v neki reportaži, ki so jo predvajali, mislim, da na Pop TV pred nedavnim, je neka gospa rekla, mislim, to mi je bilo tako tak šokanten stavek, je rekla, da pač živijo v kontejnerju, v takem kontejnerskem naselju sredi Petrinje, in je rekla, če nisi nor, boš pač v kontejnerju znorel. Če si bil nor, boš pa prišel ven še bolj nor. In zakaj? Zato, ker pač slišite vse sosede, zato, ko dežuje, vam res ropoče po glavi, zato, ker se slišijo vsi zvoki, zato, ker je slabo, tudi toplotno in zvočno izoliran ta kontejner. Pač kontejnersko življenje je izolirano življenje, ampak hkrati si ga pa želimo. To je zanimivo. Tole je pa drug kontejner, za katerega plačamo 200 € dnevno. Tole je kontejner na Braču, reče se mu mobilna hiška, sicer, ampak dejansko je to kontejner praktično enakih dimenzij kot ta, samo da se mu reče mobilna hiška in je seveda ob morski obali,
v njem se lahko namestite z družino in zato smo pripravljeni plačati za te užitke v kontejnerjih. Zato pravim, da naše življenje postaja kontejnersko življenje. Kontejnerji pa so kakšni? Standardizirani in hkrati homogenizirajo naše življenje, uredijo naše življenje. Ne? S kontejnerji dobimo stvari, kot sem rekel, v kontejnerjih živimo, v kontejnerje gremo na dopust in ko vržemo stvari stran, gospa, vi še niste čisto odklopili. Zdaj imate zadnjo možnost za odklop. In v kontejnerjih nas koncev tudi nas mogoče pospravijo na koncu, ne, če smatramo recimo krsto ali pa žaro kot nekakšen kontejner. No in v tem predavanju ne bi rad, da govorim sam jaz, ampak bi rad tudi povedal zgodbe ljudi, ki smo jih že srečali, ki sem jih srečal v svoji raziskavi. Zato sem pripravil 3 zgodbe o življenju v izolaciji, ki so povezane, kot boste videli, z vsem tem, kar sem do zdaj govoril. Prva ima naslov Meseci v kocki. In to je zgodba nekega Srba, ki je stopil v stik z mano leta 2021, torej še vedno v času pandemije in ukrepov povezanih z njo, tako imenovanih lockdownov, popolnih zaprti. No in ta Srb mi je rekel, da je imel res nenavadno izkušnjo. Bil je pacient nič v Srbiji, torej prvi, ki je zbolel za covidom in ga niso znali niti diagnosticirati. Rekli so mu, da je nek prehlad in on je že tako na začetku sumil, ko je bral o tem, kaj se dogaja na Kitajskem. Kaj pa če je covid? Pa so rekli, pa kak je covid, pet domov, vzem aspirin, ulež se bo vse v redu. Ne? No in ni bilo v redu in potem so ga čez nekaj mesecev šele diagnosticirali in zaradi tega, ker ima tudi zelo šibek imunski sistem, zaradi neke prirojene bolezni, je moral biti najprej doma, sam dalj časa, mesec dni približno, povsem sam. Potem so ga prestavili v bolnišnico, v sobo za 6 ljudi, v kateri je bil približno 2 meseca sam, tako da so mu sestre samo dostavljale hrano pred vrata, ki je vzel in pač bival v tej sobi. In šel potem domov, ko se mu je stanje izboljšalo, ampak je spet zbolel. Ne? Bolezen se mu je ponovila, ker je bila nekje v njegovem telesu očitno, kot je razlagal, in je šel potem spet v bolnišnico, ampak ne v tisto sobo za 6, ampak so ga dali v tako kocko, kot jo vidite mogoče v kakih filmih, o tem, ko izolirajo nekoga pred pandemijo. Ne? In to je bila vojaška bolnišnica v Beogradu in v tej kocki, v tej stekleni kocki je preživel najprej 2 meseca. In takrat ni bil v stiku z nikomer. Mislim, videl je ljudi, videl je celo ljudi v drugih kockah, kako so umirali. Videl je sestre, ki so skrbele za njega, medicinske sestre, ki so potem obtičale v kockah zraven njega. Ampak v to njegovo kocko ni stopil nihče. In potem je šel ven, ko se mu je stanje izboljšalo in po 1 mesecu spet prišel v to kocko in potem je rekel, pač meni se je začelo mešati. Ne? Pa ne tukaj, on je rabil neke impulze. Pač sej lahko si, ne vem, sklical ljudi in pisal po računalniku, ni imel pa tega fizičnega stika s človekom, ki ga človek nujno potrebuje. In kot mi je razložil, je bila to ena najbolj prelomnih izkušenj v njegovem življenju. Tudi zato, ker je človek, ki s telesom izraža marsikaj, ker je koreograf, plesalec, ne? Pač človek, ki more se gibati za to, da dela. Ko je prišel končno ven, končno res ozdravel, je rekel, da se mu je zgodila ta sprememba v glavi, da on zdaj svet doživlja, kot da bi sebe gledal v računalniški igri, kot bi se vodil nadaljavo. Rekel je, Dan, jaz sem sad next level človek, kao sem človek na naslednji stopni, pa ne samo v pozitivnem smislu seveda, ampak drugačen človek. Mislim, to je res neka prelomna izkušnja izolacije, ki vas zaznamuje. In jaz mislim, da
v marsičem se nam tudi konec koncev to, kar se nam je kolektivno zgodilo, je bila neka taka izkušnja, ne? In da smo se v marsičem spremenili in preobrazili. Meni se zdi, mislim, dosti zdaj govorimo zadnja leta o tako imenovani digitalni preobrazbi, ampak mene od te besedne zveze najbolj zanima ta drugi del, preobrazba, ker spominja na to Kafkovo metamorfozo oziroma preobrazbo. Se poznate zgodbo, Gregor Kafka se je nekega jutra zbudil in ugotovil, da se je preobrazil v ogromnega hrošča. In potem je bincal z nožicami, sosedje so ga hodili gledat, se mu čudili, kaj se dogaja z Gregorjem. In ja, nekaj takega se nam pravzaprav dogaja. Mislim, in to kar pospešeno. Zdaj bi rad predstavil samo par trendov, ki so povezani s to preobrazbo, ki se nam dogaja, ki vpliva tako na posameznika kot na družbo. Recimo prvi trend je, da smo kot zdaj ta hip bistveno več časa kot v preteklosti med 4 stenami. In tole ni nov graf, ampak je graf v bistvu z podatki iz konca 20. stoletja, ko se je ta trend že tako res trdno nakazoval. In kot vidite, smo daleč največ časa že bili in smo še več doma. Torej 69% časa, potem smo 5-6% časa v pisarnah, v restauracijah, nekaj odstotkov drugih zaprtih prostorih, 5-6% v vozilu recimo, ki je tudi dejansko zaprt prostor, in le 7-8% časa na prostem. Kaj to pomeni? To pomeni, da se človek v bistvu spreminja iz tega dvonožca, ki je nekoč hodil po savanah, v sedentarno bitje, ker sedimo pa tudi 9,3 ure dnevno v povprečju odrasli, torej v bitje, ki je bolj podobno koralam kot pa dvonožcem. Večino časa smo pri miru, tudi vi ste zdaj pri miru. Tako da malo še potrpite, pa se lahko gibljete dalje. Torej prvi trend, življenje med 4 stenami v zaprtih prostorih. Drugi trend je ta, da smo se res pospešeno v zadnjih 2 letih spremenili v bitja, ki jim pravim zombiji, zdaj odvisno, katero je vaše glavno komunikacijsko orodje, ampak jaz sem Zoom uporabljal zato, da sem se družil s prijatelji na daljavo, da sem poučeval študente, prek Zooma so se učili moji otroci, prek Zooma sem se javljal na konference recimo, in ekrani so nasploh postali že v predcovidskem času naše glavno okno v svet. V zaslone telefonov smo leta 2018 začeli gledati več kot 4 ure dnevno v povprečju. Torej skupno smo zdaj pred zasloni, zdaj v pocovidskem času približno 8-9 ur dnevno. In med lockdowni, med popolnimi zaprti smo bili pa še več, 13 ur dnevno pred ekrani. To pomeni, če smo potem spali 8 ur, da smo imeli še 3 ure časa, ko nismo bili pred televizijo, tablico, telefonom ali kakim drugim ekranom. In zato mislim, da se tudi dogaja zdaj nek tak, rečemo, kognitivni preskok, ko to v bistvu, kar zdajle počnemo, je bolj virtualno kot to, kar se dogaja pred ekranom. Ne? V bistvu meni to, na nek način ste mi vi bolj virtualna bitja, kot tisti ljudje na ekranu, zaradi tega, ker sem več časa pred ekranom, ne? Pač bolj normalno mi je z ljudmi se pogovarjati na daljavo. No, tretji trend, ki je pravzaprav povezan s prvima 2 trendoma, pa je strah pred okužbo in kontaminacijo. In tu je par slik iz te knjige, ki ste jo prej omenili, Antropologija med 4 stenami, ker sem med prvim valom pandemije sproti popisoval in objavljal seveda po omrežjih, kaj se nam dogaja med 4 stenami. Prva stvar, zato ta toaletni papir, da smo kar naenkrat postali obsedeni s čistočo. Torej, med nas je prišel neznani virus, kaj smo naredili? Nakupili ogromno toaletnega papirja. Žena me je poslala v trgovino in je rekla, prva strateška točka, prav narisal sem si zemljevid, kako v čim krajšem času kupiti čim več, ne? Med nakupovalnimi policami, kako iti, ne, celo pot sva narisali in prva strateška točka je bil toaletni papir.
in tam je bil cilj samo kupuj. In res sem ga res ogromno nakupil takrat. Ampak to je bila kar tako mednarodna fascinacija. Toaletni papir so kupovali v ZDA, na Norveškem, v Tanzaniji sem se pogovarjal z kolegi, ki so vsi kupovali toaletni papir kot obsedeni, v Avstraliji, v Sloveniji pa še kvas. Ne? V Sloveniji bo to tudi znano kot kvasova doba. Ker je zmanjkalo kvasa. Prva stvar, zmanjka kvasa. Zakaj? Jaz mislim, da ima tudi kvas neko simboliko v Sloveniji. Mislim, kruh pravzaprav, ki ga spečeš doma. Ker vse veste, kruh je svet, kruh je čist. Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Tudi če je padel na tla, je čist. Kruh ima to očiščevalno, magično sposobnost očitno. In takrat so ljudje nakupili kupe kvasa in mogoče bo še, pa bo imeli še arheologi dela še leta, ko bojo ugotavljali, kaj so ti kupi kvasa tam v špajzah pa v hladilnih skrinjah, kaj se je takrat dogajalo pravzaprav v Sloveniji. Začeli smo si umivati roke, ne? Kar pravzaprav ni slabo, mislim, obmivati bolj kot prej. Spremenile so se naše te telesne tehnike, navade, kako smo se pozdravljali in to izjemno hitro. Mene je to izjemno zanimivo antropološko, ker naenkrat smo si kepice začeli devati ali pa politiki so se začeli s komolci pozdravljati, ne? Pred kamerami po možnosti, tako da so držali neko varnostno razdaljo. Objemanje je zamenil pozdrav daleč s tistimi, ki ste jih dobro poznali, tako kot Mr. Spock v Zvezdnih stezah. Ne? Ste pozdravili kar naenkrat sosede, ki ste jih prej srečevali vsak dan. Tako da meni je to izjemno zanimivo, kako hitro se lahko te telesne tehnike spremenijo, preobrnejo. Začeli smo tuširati steklenice, ne vem, če tudi vi, ampak pri nas doma smo tuširali steklenice, ker ženo sva vse več po tisti izkušnji kupovanja, sva začela kupovati nadaljavo in pa sem naročil vino in pivo, ki so nam ga dostavili domov v paketu, kar moram reči, da sem se razveselil takrat poštarja izjemno in ga pričakal že z gumijastimi rokavicami, z masko na obrazu. Enkrat sem ga pričakal z gumijastimi rokavicami pa z masko na obrazu, pa brez majice, ker sem si jo pozabil, mislim, nisem jo našel, no, pa je bilo treba hitro odpreti vrata, pa sem rekel, da se opravičujem, ker sem brez majice, pa rekel, vse ni problema, samo maske so obvezne, majice pa niso. Tako da, ko je prinesel ta paket, sem ga z olfanožkom odprl, vzel ven steklenice, jih nesel v banjo in stuširal z vročo vodo. Namilu, še enkrat stuširal, obrisal in nesel te steklenice v špajzo. Zdaj se smejete, ampak spomnite se svojih teh psihopatologije vsakdanjega življenja, kako hitro so se neke naše navade preobrazile v krizi, ko nismo vedeli, kaj pravzaprav nas čaka, kako ravnati. Ne vem, ljudje so pekli časopise v pečici na 60 stopinj 1 uro, zato da so jih razkužili. Ne? Še kdo? Ne? Ampak vse o tem bi se lahko pogovarjali ure, po mojem, kaj se nam je zgodilo. Ampak mene je ena zanimiva sprememba, ki sem jo gotovo to, ne? Pač ko sva z ženo razkužila, kar se je razkuži dalo v banji, ker pač ne vem, ker je bil nek članek v Guardianu, ki je to priporočal, sem zmetel stran potem kar vso plastiko in ugotovil, kar je bila pa res zanimiva preobrazba, ki se nam dogaja in je povezana z tem nevidnim življenjem odpadkov, da v bistvu zmečemo stran bistveno več stvari, kot jih prinesemo iz trgovine. Pač to so bile vse odpadne stvari. Kupujemo pretežno odpadke in jih vržemo direktno stran zaradi našega načina življenja. In jaz mislim, da je to ena preobrazba, ki jo ne smemo kar spregledati. Mislim, ta kup odpadkov se res neizmerno povečuje na tem planetu. In od 3,5 milijonov ton, kolikor jih zmečemo stran dnevno, bomo prišli kmalu na 6 milijonov ton na planetu. Ne? Tako res rapidno se povečuje količina odpadkov. In pa ne samo odpadkov, ampak tudi podatkov. Danes, na današnji dan, bomo objavili, če Twitter še ni spotoma propadel, 500 milijonov tweetov in poslali naokoli 100 milijonov selfijev zgolj na androidnih napravah. S tem, da morate vedeti, da selfie je zgolj fotografija sebe, ki jo objavite. Ker vsi izbrisani selfiji niso selfiji, torej slike sebe. Ampak je pa res za razmislek, da so
vsi izbrisani selfiji dejansko naš pravi jaz. Ampak to je že druga tema. Ker tisto, kar je objavimo, je ponavadi najboljše, tisto, kar izberemo. Poslali bomo 19 milijard SMS-ov, ampak to še ni nič v primerjavi s količino podatkov, s katero se bomo soočali v prihodnosti. Do leta 2025 bomo ustvarili na planetu 463 exabajtov, ker verjetno ne veste, kaj so exabajti in tudi jaz ne, tako da sem moral iti pogledati na Google, 463 milijonov terabajtov na dan. Recimo predstavljajte si 463 milijonov računalnikov, kakršne tale, ki krožijo po planetu. In do tega leta bomo imeli med sabo ali pa ob sebi 75 milijard pametnih stvari, ki bodo priključene na tako imenovani internet stvari. Torej bistveno več kot pametnih ljudi. Pričakujemo lahko, da bo pametnih ljudi še vedno približno 8 milijard, bolj ali manj pametnih. Ampak bistveno več pametnih stvari, pametnih računalnikov, pametnih telefonov, pa ne samo to, pametnih avtov, pametnih stranišč, tudi pametnih pralnih strojev. Ampak naš pametni pralni stroj je zdaj tukaj pameten, da nam na koncu programa zaigra pesmico. To je vse. Mislim, da še stehta perilo in ne vem kaj. Ampak, če bi bil res pameten, bi bil tiho, ne? Pa ne opere perilo, ne ga posuši, ne ga zlika, ne ga zloži v omaro. Jaz si želim takih pametnih naprav, ki so tiho, ki nam pomagajo v vsakdanjem življenju, ki nas tudi ne nadzirajo ves čas. Ker to je tudi bistvo pametnih naprav. Mislim, pametnega telefona, recimo, ne? Pazite, koliko smo mi pametni ali pa nespametni, da kupimo napravo, ki nas ves čas sledi, ne? Prisluškovalno in sledilno napravo. Po mojem bi se udbovci smejali do solz, če bi slišali, pač za današnji čas, kjer ljudje plačajo za to, da imajo telefone, jih dajo v žep, jih nosijo ves čas s sabo, kamorkoli grejo, če grejo v Pariz, naredijo še fotografijo sebe ob Eiffelovem stolpu, da še potrdijo, da so bili res tam. Ampak ne samo to, pa še plačamo mesečno naročnino za telefone. In pazite, plačamo še za podatke, ki so nam jih že pobrali, da jih dobimo prek raznih aplikacij nazaj. 3-krat plačamo za naše podatke. Jaz mislim, da moramo resno razmisliti o poslovnem modelu in ga malce preobrniti na glavo. Začeti razmišljati o tem, zakaj nismo mi plačani za to, da uporabljamo te naprave. To sem enkrat enemu Googlovcu predlagal na neki okrogli mizi, pa je rekel, da ne kar neham tako razmišljati, ker sem sebičen človek. Ker oni vejo, kako te podatke zbrati, analizirati, agregirati, prodati, jaz pa nimam pojma, jaz bi jih pa pustil, da ležijo naokrog. No in to je prihodnost, kjer bodo podatki vredni še več. Že zdaj so vredni ogromno, ampak v prihodnosti bodo vredni še več. Mogoče bodo vaši podatki vredni več, kot ste vredni vi. Ali pa jaz. In preobrazba, ki se nam hkrati dogaja, je tudi preobrazba od družbe tveganja. To je izraz, ki ga je uporabil sociolog Ulrich Beck v 80. letih prejšnjega stoletja, k družbi nadzora. Družba tveganja pomeni, da je vse, kar je zunaj, nevarno. Pa tudi tule. Tako da je treba pač paziti, ne? Zunaj na avtomobiliste, pijance, posiljevalce. Ampak vse tudi, to je bilo tudi v 80. letih, ne? Mogoče je bilo še več pijanih voznikov na cesti. Ampak zdaj treba paziti bolj. In kako pazimo? Tako da nadziramo tiste, ki so v nevarnosti. Recimo otroke. Kolikokrat so vas peljali starši v šolo? Prvi dan mogoče, da so vam pokazali, kje je šola. No, jaz imam 3 sinove in vse sem vodil do ne vem kjerega leta. Do 2. razreda sem jih vodil v šolo. Ampak veste, kaj je ironija? Mi stanujemo 10 metrov od šole. Res 10 metrov od šole, ampak jaz sem jih moral voditi vsak dan v šolo. A ni to zanimivo? Pač otrokom odvzemamo tisti čas, ko so lahko sami. Zakaj? Iz skrbi, ker se jim lahko nekaj zgodi. Ko so pa stari dovolj, pa se niso takrat sami. Se jih takrat ne pustite samih v šolo. Se jim date v roke telefone, ali pa zapestnice, obeske in druge naprave, s katerimi jih lahko v živo sledite. Nastavite jim to, čemur pravim, digitalnega električnega pastirja, da lahko v živo gledate, kje vaš otrok hodi v šolo in če gre res v šolo. In potem, če ne gre v šolo, ga pokličete, ne? Halo, Marko, se ne vprašate, kje si, ne? Ker itak vidite na zaslonu. Kaj delaš tam? Pridi nazaj.
In kaj dobimo na ta način? Mislim, kje se dogaja ta preobrazba? Najprej dobimo otroke na daljinsko upravljanje, hkrati pa na dolgi rok delamo neavtonomne državljane. Državljane, ki jih je strah biti brez nadzora, strah biti brez navigacije. Pazite, jaz sem šel od Ljubljane do Maribora danes in sem si vklopil navigacijo, čeprav točno vem, kje je Maribor. Ampak za vsak slučaj, a ni to zanimivo? Pa peš hodimo po mestih, po lastnih mestih hodimo peš z navigacijo. In raziskave mimogrede kažejo, da se nam tudi v glavah dogaja zaradi tega preobrazba. Recimo londonskim taksistom, ki uporabljajo navigacijo, krni ta prefrontalni korteks v možganih, zaradi tega, ker pač jim navigacija pomaga, ne? In zakaj bi rabili možgane, če pa imate navigacijo v avtomobilu. Tako da, če želite poskrbeti za navigacijo, mislim, ne za navigacijo, za možgane, se je dobro kdaj tudi odklopiti. Jaz mislim, da nam odklop res izjemno koristi. Ker takrat, med potjo v šolo in iz šole, takrat nastajajo najbolj zanimive ideje. Saj verjetno se spomnite svoje lastne poti v šolo. Če ne drugega, lahko končno izmenjate z nekom neke informacije. Ali pa ne vem, kakšni so šolki, kaj poveste, ali pa jo objamete, ali pa primete za roko. Kako boš zdaj, če si pa ves čas nadzorovan? In ne samo, da nadzorujemo otroke, pač nadzorujemo tudi sebe in se z veseljem, kot rečeno, razkazujemo. Tako kot narcis, ki se je opazil na zaslonu in ne na zaslonu, na gladini vodni, se opazujemo tudi mi na zaslonu telefona. In jaz mislim, da je bil to pač prav izum te sprednje kamere na telefonu, je bil en ključnih zgodovinskih momentov. To je bilo, mislim, da okrog leta 2003 na telefonu Sony Ericsson Z1010. In ko ste se slikali in zagledali, ko je ta sodobni Homo sapiens zagledal svojo sliko na ekranu in rekel, wow, koliko sem pa jaz lep, to moram pa takoj deliti z drugimi. To je bil v bistvu trenutek, ko smo se zazrli vase in nehali gledati druge. Ker naenkrat je postalo bistveno bolj pomembno, kdo ste, kaj je z vami, kakšni ste, in zato objavimo 100 milijonov selfijev vsak dan samo na androidnih napravah. Pač od 21. stoletja je dejansko doba jaza, ker ste v središču vedno vi. Na vseh omrežjih ste v središču vi. In se ves čas kažemo, medtem pa tisti, ki vzdržujejo in pletejo mreže, v katere smo se ujeli, izginjajo. To se mi zdi pa še drug zanimiv moment. To je Mark Zuckerberg, ustanovitelj, eden od ustanoviteljev pravzaprav Facebooka, čeprav zdaj se razglaša kar za edinega ustanovitelja, če to seveda ne drži, označuje tule na tej sliki, da ima Instagram, ki je prav tako v njegovi lasti, že 500 milijarde sledilcev. No, ampak kaj na tej fotografiji zanimivo? Tole, njegov računalnik je tule povečan. Vidite, Mark Zuckerberg ima na svojem računalniku, na svoji pisalni mizi prekrito kamero z izolirnim trakom in prelepljen audio vhod. Pač mi se razkazujemo na vsakem koraku, Mark Zuckerberg pa noče biti viden. A ste videli Marka Zuckerberga na kakih selfijih zadnje čase? Ne, zato ker se pač res redko pojavlja, tako in drugače. Tudi mimogrede svojo parcelo na Havajih si je ogradil z 2 metra visokim zidom, s tako res ogromno škarpo, sosedi so bili jezni. Ampak Mark Zuckerberg noče biti viden. Ne vem, kaj tam dela. Pač, kosi travo ali ne vem, peče čevapčiče, nimam pojma, kaj dela Mark Zuckerberg na svoji parceli, zato ker se nad njo tudi ne sme letati z droni, tam se ne sme fotografirati. In to je, mislim, da še ena preobrazba, ki se nam dogaja pred nosom. Torej, človek, Homo sapiens, se dejansko preobraža tudi v Homo deusa, ki ga je najavil Harari, ampak mislim, da Harari ni imel povsem prav. Harari je rekel, v prihodnosti bomo postali ljudje z vsadki, kakršni je Neuralink, ki ga razvija Elon Musk, to tisto, ko si vtaknete ta kabel, ko ga imamo zdaj kar v možgane in potem pač
nimam treba več brati knjig, ker si jo pač naložite v glavo in podobno. Ne. Ampak to se ne dogaja vsem. Pač prihodnost je že tu, kot je rekel William Gibson, avtor znanstvene fantastike, ampak ni enakomerno razporejena. Eni že živijo v prihodnosti, medtem pa večina ljudi živi tule. In homo deus bo pač ta ideja homo deusa bo res dosegljiva, če gremo pač po tej poti naprej, zgolj peščici. Tistih predvsem, ki zbirajo naše podatke, jih znajo pomesti, prodati in ki so v bistvu fevdalci 21. stoletja. Pač tu se res ta naš sistem preobraža, da gremo na nek način naprej in hkrati nazaj v fevdalizem. Pač eni so tisti, ki so fevdalci, drugi pa večina nas smo tlačani. Mi smo pač covidski ljudje, pač ostali recimo, ali pa se preobrazili v teh zadnjih 2-3 letih ubitja, ki večino časa nosijo te naprave s sabo, ki se jih ves čas dotikajo. Telefone odklenemo zdaj po novem, v po-covidskem času 300-krat dnevno. Pred covidskem smo jih 150, zdaj kar naenkrat 300-krat dnevno pogledamo na telefon, če je kaj novega. Telefona se dotaknemo 2617-krat dnevno, ko pošiljamo različna sporočila, ko drsamo sem in tja. In to je v bistvu tlaka, a veste. Mislim, kaj imate vi od tega? A vam kdo kaj plača za to? Ne. Nekdo drug služi na ta račun. Torej, zato pravim, da postajamo tlačani. In, ali pa kupujemo nadaljavo in kdo pač od tega precej zasluži. Jeff Bezos recimo prek Amazona, največje svetovne trgovine. In v letu 2020 je zaslužil zaradi našega načina življenja, pazite, skoraj 100 milijard dolarjev. To je 2-kratnik slovenskega BDP-ja. In še plačal tisto leto nekdanji ženi 36 milijard dolarjev. Zdaj si ja predstavljate, da vi zaslužite 100 milijard. Kaj bi naredili v enem letu? Nimate ideje, ne? Lahko se izstrelite recimo z raketo v nebo. Tako kot je naredil potem na začetku leta 2021, se je izstrelil v nebo z raketo v obliki penisa. Jaz mislim, da je to bilo prav simbolno dejanje. Mislim, ta penetracija v fizične oblake iz digitalnega oblaka. In pač znak zmage nad človekom. Vi ste dol, mi smo gor. Pač dogaja se ta razlika. Medtem pa covidski človek, homo covidensis, še naprej pred ekranom 8 do 9 ur dnevno opravlja svojo tlako. Tako da v tej izolaciji se izoliramo še bolj, se mi zdi, drug od drugega. Zato pravim, da mogoče ta film, ki ga gledamo tu na desni, ni dostopen za vse. Mogoče je to samo neka ideja, vizija, kak bi človek lahko bil. No, za drugo zgodbo sem pripravil, drugi sem dal naslov Modrikasta svetloba na obrazu. In sicer je to zgodba Poljakinje, ki se je tudi začela preobražati, kot mi je sama povedala. Pač v času covida se je iz Budimpešte preselila v Vroclav, v mesto na Poljskem, v stanovanje svojih staršev, ker je ugotovila, da v Budimpešti se ne splača več najemati stanovanja, tam je bilo prazno stanovanje in je šla. In tam ni srečala nikogar. Pazite, pol leta je bila v stanovanju praktično sama. Se je šla ven. Ampak tam ni bilo nikogar. Pač bili so ljudje z maskami, tudi v trgovinah recimo, ki jih niti ni spoznala. In zabav ni bilo, prireditev ni bilo, rekla je, mislim, lahko bi šla v cerkev, ampak nisem šla, tam je bilo edino, da se je kaj dogajalo, je bilo v cerkvi. In potem je pač ostala doma. In začelo se je dogajati prav to, kar sem rekel prej, da je postajalo to, kar je na zaslonu, bolj realno, kot tisto, kar se dogaja fizično. Ta obrat se je začel dogajati njej. In potem, ko je po približno letu dni prišel na obisk neki človek k njej, preko couchsurfinga, prek te mreže za povezovanje nadaljavo, tako da si lahko kakega turista pripeljete domov ali pa se vi gostite pri nekom, ne.
pač bil je moški in je rekla, mene je bilo tega človeka strah. Pa rekla, pa ne zato, ker bi bil moški. Mislim, da bi mi karkoli hotel žalega. Ne, strah jo je bilo, ker ga ni mogla gledati. Zakaj ga pa ni mogla gledati? Ker ni bila navajena se pogovarjati z ljudmi, ki se premikajo sem in tja. Ona se je pač navadila govoriti na razdaljo približno 40 cm, koliko je sicer njen obraz oddaljen od ekrana. Tako da ima zdaj še vedno, ko sva se pogovarjala leto kasneje, rekla, jaz še kar, mislim, težko pridem ven, težko se navadim, ne delati na tak način, ker tudi delo ji pa to dopušča. Ona je sicer dizajnerka uporabniške izkušnje za podjetja iz Pariza, Londona, ZDA in lahko dela nadaljavo, tudi služi zelo dobro pravzaprav. Mislim, nadpovprečno dobro za poljske razmere, ampak ne gre več ven. Rekla je, da edinkrat, ko je v času covida videla kakega soseda, je bilo, ko je prišel neki sosed zatežiti, ker je metala čike čez okno, ne? In je prišel potem potrkati na vrata, ne, pač neha to delati. To je bil edini stik s človekom v tistem bloku. Ker so tudi blok, v katerem živi, je tako zdizajniran, da težko koga srečate. Ne? Meni je tudi to zanimivo, ker so dizajni stavb taki, da ste čim bolj izolirani. Tam je rekla pač, da je stavba taka, da pridete z avtom v garažo in se potem z dvigalom peljete direktno do svojega nadstropja in greste v svoje stanovanje. Rekla je, to niso stari sovjetski bloki, ker si se vsaj v dvigalu ali pa na stopnicah vedno z nekom srečil. Ne, tu, če želite, nikoli več ne srečate nikogar. Tako da mogoče je tudi to neka vizija izoliranosti za prihodnost. In modrikasta svetloba na obrazu pa zato, ker ko sem spregledoval te posnetke, pač pogovarjala sva se nadaljavo po Zoomu, mi je bilo najbolj zanimivo, kakšna sva bila videti obraz. Oba sva bila taka bleda, ona se je še naličila z rdečo šminko, ampak tako malo grozljiva sva bila oba, no, mislim tako, malo je nenavadno sploh gledati sebe, ko govorite po zaslonu. Že poslušati svoj glas je čudno, gledati sebe, ko se pogovarjate z nekom, pa je sploh nenavadno. In kakšne so posledice izolacije, tudi našega načina življenja? Po podatkih Nacionalne akademije znanosti, inženirstva in medicine iz ZDA, več kot tretjina odraslih nad 45 let se počuti osamljeno, četrtina odraslih starih 65 let in več pa je socialno izoliranih. In Svetovna zdravstvena organizacija pravi podobno, da ima ta socialna izolacija, osamljenost resne posledice za fizično in duševno zdravje ljudi, kakovost življenja in pričakovano življenjsko dobo. Vpliv socialne izolacije in osamljenosti na umrljivost pa je primerljiv z drugimi dejavniki tveganja, kot so kajenje, debelost, telesna nedejavnost. Tako da biti sam vam v bistvu skrajšuje življenje. Ampak ni, kot rečeno, izolacija ni nujno slaba. Izolacija je tisto, kar si pogosto želimo. In ima dva obraza, kot rimski bog Janus. Torej, en obraz izolacije je samota. To pa ni isto kot osamljenost. Samota je tisto, kjer dobimo navdih. Samota je tisti čas, ko lahko razmišljamo. Mislim, jaz osebno res mi gre na živce ta ideja tako imenovanih brainstormingov, ko pač skupinsko razmišljamo. Pač, ko razmišljate, je izjemno dobro, če ste čisto sami in čisto odklopljeni, ker takrat nastanejo res prelomne ideje. Ko greste recimo na sprehod v gozd, pa brez telefona, če si upate, ne, seveda, takrat dobite res prelomne ideje. Zato jaz mislim, da je treba samoto gojiti, spodbujati, tudi v podjetjih recimo, ne da damo vse ljudi v tako imenovan coworking space, torej neke sodelovalne prostore, kjer so vsi na kupu in se ves čas motijo. Ne, Cal Newport v knjigi Deep Work, res priporočamo branje, pa tudi njegovo knjigo Digital Minimalism, torej digitalni minimalizem, priporoča 3 do 4 ure poglobljenega dela na dan, če želite kaj narediti sploh v življenju. In kaj to pomeni? Ne samo, da si ugasnete telefone, zaprite si vrata od pisarn, dajte na vrata še tisti znak v hotelu, ne trkaj, pa zaklenite vrata in potem boste mogoče lahko delali v miru, ker vas bodo pustili drugi ljudje pri miru. In tako, jaz mislim, morajo dejansko razmišljati tudi snovalci
delovnih okolij. Ne samo, da moramo biti ljudje ves čas na kupu, ker se tam generirajo nove ideje. V samoti. Poglejte recimo, kako koristne so bile pandemije za svet. Tudi konec koncev za umetnost, za književnost. Če ne bi bilo epidemije kuge, ne bi Shakespeare napisal nekaterih njegovih najboljših del. Kralja Lira recimo, ki ga je napisal v osamitvi, da pač ne bi se okužil s kugo. Ali pa Isaac Newton recimo je v podobnem času in zaradi podobnega razloga se izoliral in prišel takrat do nekaterih bistvenih fizikalnih odkritij. Ali pa Boccaccio recimo je napisal Decameron, ki v bistvu pripoveduje zgodbo o pripovedovanju zgodbe v karanteni in med pandemijo. Tako da kriza, izolacija in samota je lahko izjemno kreativna, generativna. In jaz mislim, da je to nekaj, kar moramo spodbujati. Paziti se moramo pa seveda tega obraza osamljenosti, ki pa seveda se hkrati z samoto zelo hitro pojavi. In res ne smemo enačiti izolacije zgolj z osamljenostjo ali pa zgolj samoto. Razumeti je treba oba obraza. Tretja zgodba, ki sem jo pripravil, je povezana prav s tem, z svobodo in samoto, ki jo imamo v glavi. Glava je mogoče zadnje zatočišče izolacije. Pa še tja bi rada prišla podjetja. Kako leto nazaj je rekel direktor Netflixa, da njihova najhujša konkurenca niso HBO in druge pretočne storitve, njihova najhujša konkurenca je vaš spanec, ker greste spat, vam takrat ne morejo predvajati programa v glavi, ne? Tako da radi bi še zasedli ta čas in jaz sem to potem povedal svojim otrokom in so rekli, je to, zakaj bi šli spat, če pa lahko gledamo takrat nadaljevanke. Super! In dejansko se moramo tega res paziti in res poskrbeti za to, no, da ohranimo glavo, da imamo to priložnost biti izolirani, vsaj še v glavi. In zanimivo, da ljudje z najbolj grozljivimi izkušnjami izolacije so doživljali to tudi kot izjemno pozitivne trenutke. Recimo, spoznal sem nekega moškega, ki je bil v libijskem zaporu pod Gadafijevim režimom leta 2011 v samici pol leta. Pač gospod je sicer judovskega rodu, po rodu iz Alžirije, zato je imel, oziroma iz Tunizije, pardon, zato je imel tunizijski potni list in je lahko pripotoval v Libijo brez težav. Živel pa je sicer v Izraelu, kjer so ga prosili, če gre pofotografirati tamkajšnje judovske spomenike, grobove, in je to naredil. No, seveda ga je razkril že po poti tja taksist, ki je bil dejansko vohun, in potem so ga kmalu zatem prijeli, ga srhljivo mučili en mesec, tako da ni mogel niti stati, niti jesti, niti nič, ne, pač bil je res zlomljen. Ampak potem, ne, ko so ga dali pa v samico, ki je merila približno 2x2 metra, v njej je bila bolj ali manj tema, tam ni bilo niti stranišča, stranišče je bilo polomljeno. Zanimivo, ne, kaj je tam počel in kaj se mu je začelo dogajati v glavi. Rekel je, da se je začel med drugim pogovarjati z muhami, pajki, začel je igrati šah z figuricami, ki si jih je sam naredil iz koščkov papirja, ker pač drugega ni imel. Začel je potovati, to je zanimivo. Potoval je, rekel je, potoval sem več, kot sem kadarkoli v življenju. On si je prav razporedil dele dneva tako, da je vsak del dneva imel nek smisel. In kateri del dneva je bil, zaradi teme v prostoru je vedel, pa samo zaradi petja muezina v daljavi. V tem zaporu, ki je bil tudi en najhujših zaporov v Libiji, v bistvu enosmerni zapor, tako mi je rekel, ven ponavadi nisi prišel živ, ne. Bom povedal kasneje, zakaj je prišel in da je imel izjemno srečo. No, ampak to se mi zdi zanimivo, kako je on potoval. In kateri del dneva je bil, zaradi teme v prostoru je vedel, pa samo zaradi petja muezina v daljavi. V tem zaporu, ki je bil tudi en najhujših zaporov v Libiji, v bistvu enosmerni zapor, tako mi je rekel, ven ponavadi nisi prišel živ, ne. Bom povedal kasneje, zakaj je prišel in da je imel izjemno srečo. No, ampak to se mi zdi zanimivo, kako je on potoval
najprej zjutraj rekel, jaz sem pač hodil, zato da mi tudi mišice niso omrtvele, pač hodil in takrat potoval po mestih, ki jih je kdaj prej obiskal vse znane stavbe, se poskušal vsega spomniti, kaj je prej prepotoval. Drugi del dneva je bil namenjen prehrani, prehranjeval se je v glavi, pač vse tu pa tam so mu prinesli hrano, seveda. In rekel je, da tudi v tisti hrani, ki jo je dobil, je užival kot sicer prej nikoli. Res jo je doživljal do popolnosti. Popoldne, zvečer je imel seksualne fantazije, ki so trajale ure, in so se kar vlekle, ker pač mu je bil to edini izhod iz te celice, v kateri je obtičal. In jaz mislim, da je bila to za njega tudi res transformativna izkušnja. Mislim, tudi on mi je rekel, da je prišel ven kot ta Srb, ki je obtičal v kocki, kot drugi človek. Mislim, ne vem, če boljši, ne vem, če slabši, ampak prišel je ven kot drugačen človek, z drugačnimi vrednotami, z drugačnim pogledom na svet. Kako je pa prišel ven? Jetniku v sosednji celici je sporočil elektronski naslov svoje sestre in je potem je ta dejansko nekako pisal, ker so ga izpustili, in potem je njegova sestra posredovala prek različnih znanih osebnosti v Izraelu in nekako prišla v stik z nekim bogatašem iz Švice, ki je bil prej vohun v vzhodni Nemčiji, torej v Štaziju, je delal, potem obogatel, postal milijarder in je poznal Gaddafijevega sina. In potem sta bila na neki zabavi skupaj in mu rekel, zakaj pa je ta v tej samici, a bi ga lahko vi spustili? Pa je rekel Gaddafijev sin, pa ja, lahko, zakaj pa ne? In je rekel, ja, kako pa bi to lahko uredili? Pa je rekel ta Gaddafijev sin, ti kar odlet tja z letalom, pa reč, da sem jaz rekel, da ga ne dajo ven iz te samice, pa bo. Pa on rekel, kar tako ne pridemo. Ja, kar tako. In je bil problem rešen, pač iz samic dejansko letel v Libijo, v Tripoli, šli so po tega možakarja, Raframa, rekli, da so prišli po njega, odprli so jim celico in so odleteli potem ven iz države. Tako da, jaz mislim, da so take izkušnje, ki smo jih doživljali vsi na nek način, samote, izolacije, lahko izjemno koristne za to, da razmislimo takrat o sebi, da razmislimo o tem, kaj si pravzaprav želimo, kaj je bistveno, kaj je smisel, ker teh trenutkov imamo pa vse manj. No in ta gospod Rafram pride tudi kot govorec na neko konferenco, ki jo jeseni pripravljamo, zato sem bil prejšnji teden na Braču, ker to organiziramo, ta dogodek z naslovom The Power of Isolation, ker je cilj prav to, da govorci predstavijo svoje lastne izkušnje in raziskovalci izkušenj predstavijo svoj pogled na izolacijo, predvsem pa, zato sem dal tole na prosojnico, ker se mi zdi nov koncept dogodka, kar želimo je, da smo 3 dni res izolirani. In to pomeni, da ne uporabljamo telefonov, da ne objavljamo selfijev, kar se zgodi na otoku, ostane na otoku za 3 dni. In jaz mislim, da je to kar izziv, no? Mislim, tako ko sem objavil to najavo tega dogodka na spletu, so ljudje, pa čak 3 dni brez Facebooka pa Instagrama, kako si to predstavljaš? In mene zelo zanima, a bojo šli ljudje, tako kot gremo na cigaret, recimo, ne? A bojo bežali 7-krat na uro ven na stranišče, pa na skrivaj pogledali na telefone, ker tudi to se dogaja, ne? Podjetja, recimo, so hotela, neko nemško podjetje, sem bral pred časom, je hotelo narediti petke bolj družabne, ker so ugotovili, vse so ljudje itak samo pred ekrani. In so rekli, to bo petek brez elektronske pošte. Ni vam treba odgovarjati na elektronsko pošto. No, kaj je bil rezultat? Kar naprej so hodili ljudje na stranišče in preverjali na telefonih službeno elektronsko pošto. Ker kaj pa veste, lahko se pa zgodi kaj izjemno pomembnega, zanimivega. Seveda se nikoli, ne? In hkrati nas skrbi tudi to, da bi nas zasul kup pošte, ne? Kaj pa pol, pa prije ponedeljek, ker bomo morali še za petek odgovarjati. Tako da krasna knjiga od Cala Newporta, ki jo tudi priporočam v branje, ima naslov A World Without Email, torej svet brez elektronske pošte. Jaz ne vidim, koliko je ura, tako da ne vem, koliko časa še imam na voljo.
30 sekund. 6 pa 6. Ok. Sploh se ne vidi na uro, zanimivo. V glavnem, gremo zdaj k bistvu. Tako, in k koncu, in k bistvu. Kako se odklopiti? Z digitalnimi rešitvami se tudi lahko odklopimo. Tega se mogoče le ne zavedamo. Jaz mislim, da nam tudi tehnologije lahko pomagajo za to, da imamo čas zase, da imamo čas za samoto, da lahko razmišljamo. In niso samo tehnologije tiste, ki so zasvojljive, zaradi katerih smo več časa pred ekrani. Par teh bi vam rad predstavil, ki delujejo zato, da imam jaz več časa zase. Recimo ena je cold turkey. Še to povem, disclaimer, nobena od teh me ne plačuje, pač to uporabljam sam zato, da prihranim nekaj časa, ne pa denarja. Recimo za cold turkey sem plačal, mislim, da $40, sicer v enkratnem znesku, ampak je bila to v bistvu tudi enkratna naložba zame. Zakaj? Zato, ker je to program, ki naredi moj računalnik bolj neumen. Torej, služba mi je kupila pameten računalnik, prek katerega lahko jaz dostopam do Worda, Googla, Facebooka, Instagrama, Twitterja in vsega ostalega. Jaz tega ne bi rad, ker bi rad pisal. In potem sem si kupil program Cold Turkey, ki mi naredi iz računalnika pisalni stroj. Ne? Tako da lahko samo pišem. In to je tisto, kar rabim. Pač 2-3 ure, ko ne morem pogledati na Google. Vse lahko pogledam prej in potem, ampak sam si določim, kdaj lahko samo pišem. Druga priprava, aplikacija, ki jo uporabljam za to, da sem manj na telefonu, se imenuje Minimalist Phone. In izgleda takole, ne vem, če vidite ekran, ampak se ga vidite tu. Pač zaslon mojega telefona je res kar dolgočasen. Pač tako so samo črno ozadje, beli napisi, nobenih ikonic. Zakaj? Zato, ker te ikonice so tako kot bombončki, to jih sam zobljete potem ves čas. In jaz sam res padem hitro na te finto. Tako ravno včeraj sem si spet odmestil Facebook s telefona, tudi to priporočam, pa še namestil sem si nek drugi program, ki se mu reče BlockSite, na katerem sem si nastavil izjemno dolgo šifro, tako da imam samo v nekem blokcu doma to šifro, pa še ta ni očitno dosti dolga, ker jo že se mi zdi znam na pamet. Tako da naslednja rešitev je, da ženi povem to šifro in da jo samo ona ve. Recimo, če hočem prek Chroma iti na Facebook, kar je tudi možno, mi sam napiše no way, get out of here. Tega Gustava sem si pa sam dal na zaslon. No in iste probleme imamo tudi z otroki doma, ker v času covida šolane nadaljavo imam pač 3 sinove, ta starejši je že imel računalnik od prej, potem smo morali pa kupiti še en računalnik, pa eno tablico, pa še en računalnik, 2 računalnika, pa eno tablico, torej zdaj imajo otroci 3 računalnike pa tablico, zato da so se lahko šolali nadaljavo. No pa kaj se je potem zgodilo? Ko je bilo konec teh ukrepov in šolanja nadaljavo, niso šli več ven, ne? A veste? In kako zdaj to rešiti? Zakaj niso šli ven, zakaj pa bi šli, če imajo pa Fortnite, pa Minecraft, pa vse druge igre na zaslonu, zakaj bi šli ven? Zakaj bi se igrali zunaj? Potem sva z ženo kupila še en program, Custodio. Morate vedeti, da pri nas doma plačujemo bistveno več, da smo odklopljeni, kot da smo priklopljeni. Torej, to je tudi paradoks sedanjega časa. Najprej plačaš, da si priklopljen na internet, potem pa, da si odklopljen od interneta. In sva kupila ta program Custodio, ki vam po uri pa pol ugasne računalnike. Vse računalnike je ugasnili. Lahko nastavite časom. Windows je rekla, ok, uro pa pol, potem pa ven. In nekaj časa je to delal. Potem pa sem ugotovil, da računalniki delajo, ta Custodio pa je vklopljen. Kako pa to? Pa sem šel potem vprašati tega srednjega sina, ko mi je bil najbolj sumljiv, pa se najbolj spozna na računalnike. Gregor, pa kako ste to rešili pravzaprav? Je rekel, ja, YouTube, ne kaj. Vse na YouTubeu so vsi odgovori.
In so seveda našli obvod, to je nenehna oboroževalna tekma med starši in otroki, se veste. Potem sem rekel, v redu, pač bomo pa pobrali računalnike in sem jih fizično pobral in jih nesel v spalnico. Pa bo, ne? In potem so šli ven, se igrati in jaz mislil, ne vem, bo imeli kako tresavico ali kaj takega, sem vprašal, ste v redu sicer? Ja, fajn je, se igramo, sej. Če si nam pa računalnike pobral, ne, kaj pa ne. In so se imeli v redu, ne. In jaz mislim, pač tudi starši moramo dozirati pač na vsebine otrokom, koliko vsebin, koliko česa. Mislim, sicer je to tako, ne vem, kot da bi mu dal vrečko koke, pa rekel, ja, pa daj, ne vem, zjutraj eno črtico, pa zvečer eno, ampak po pameti, prosim, ne, pa seveda potem podiha celo vrečko že do 3 popoldne, pa ja, lahko samo še eno črtico, prosim. Pač vsebine moramo dozirati in ja, moramo biti tudi nadzorniki, konec koncev svojim otrokom in jih spodbujati k odklopu. Še ena reč, ta je pa brezplačna, si jo lahko namestite na računalnike. Newsfeed Eradicator se reče, zbriše vam newsfeed na Facebooku. A veste, kaj je newsfeed? Ta nenehen tok informacij. A veste, kaj je newsfeed? Jaz vam ne morem pokazati na telefonu, ker sem si pač zbrisal Facebook. A veste, kaj je newsfeed? Pač to, kaj drugi počnejo. Kaj je newsfeed? Ena najbolj zvitih pasti spletnih omrežij. To je tisti kavl, za katerega se zahaklamo, zato ker smo firpčni, ne? In pa ugriznemo vabo. In potem drsamo gor, kaj pa ta, kaj pa ta, kaj pa ta, kaj pa ta. Ampak Facebook ni knjiga, ne? Čeprav se mu reče Facebook. Facebook je neskončna knjiga, neskončen tok pravzaprav, v katerega padejo ljudje, ko grejo na stranišče, recimo, ne, pa ne pridejo več ven. Oni niso padli v stranišče, kot mnogi mislijo, oni so padli v Facebook in v tok informacij. Tako da, če želite, mislim, že zaradi prebave, je dobro, če si namestite to vrstne rešitve, ker pridete bistveno prej iz stranišča, pa tudi manj časa ste pred računalnikom. Newsfeed Eradicator vam zbriše tok in namesto tega samo objavi neko misel. Še vedno lahko grem pogledat, a vi ste na Facebooku. Lahko pač grem pogledat, kaj vi počnete, recimo, kaj vi počnete. To še vedno lahko pogledam, ampak ne bo pa na ključnih ljudi, ki se pojavljajo na moji časovnici in so povezani z mano. Ne? Tako da to je res tako zame približno pol ure ali pa uro mogoče prihranka časa na dan. In da ne bom predolg, pa mogoče še kako vprašanje pustimo za debato. Kaj še priporočam? Je predvsem to, da se večkrat izoliramo namenoma, odklopimo namenoma, pustimo doma naprave, ki nam sicer lahko pomagajo se povezovati med sabo, ampak da namenoma gremo recimo na sprehod brez telefona ali pa na zmenek, recimo. Meni je najbolj nenavadno, ko pač vidiš par, ki sta šla, očitno sta si, ne vem, privoščila romantično večerjo in potem pač fotografirata vsak svojo hrano, jo objavite na Instagramu, čakate, koliko lajkov bo padlo in zamudite ta trenutek drug z drugim. Ali pa ste starši, ne? Ki med, ne vem, predstavo, ko otroci pojejo v vrtcu Baby Shark, vsi dvignejo telefone in snemajo in gledajo na ekranu ta dogodek. Mislim, tam otroci nastopajo za njih, a veste? In zamudimo ta bistven trenutek. Kot da bi, ne vem, mislim, v gledališču snemali predstavo in jo gledali. Mislim, otrok nastopa za vas, ne za telefon v tistem trenutku. In tu ste zamudili res bistven trenutek. Mislim, bistven trenutek, ko lahko vidite svojega otroka ali pa vnuka v živo, pa ga snemamo prvič. Kdo bo to realno gledal? No? Mislim, ko otroci pojejo Baby Shark. Mislim, tega sem se res nagledal pri svojih otrocih. In pa drugič, mislim, zgublja se stik med vami in vašim potomcem. Ne? In zato mislim, da se moramo takrat namenoma odklopiti, pa tudi tisti, ki ste v vrtcih, v knjižnicah, tisti, ki organizirate prireditve, rečete, prosim, brez telefonov,
To je, mislim, da je tudi vaša dolžnost konec koncev. In vseh nas, pač da opozorimo drugega, pa dajno. Mislim, a sva zdaj, ne vem, si se dobil z mano ali z vsemi drugimi, ki so na Facebooku. Tako da namenoma sem to sliko naredil prejšnji teden na Bolu, na Braču, ki je bil čist prazen, pa mi je bilo zato še bolj všeč. In namenoma sem vzel fotoaparat in ga usmeril proti sebi, ker če si predstavljate, če bi tole naredil pred 40 leti, nek gospod v mojih letih, ne vem, na isti lokaciji, po mojem bi mislili, da se mu je zrolal, ne? Ampak zdaj pa to pač normalno. Mislim, ta poza je postala normalna, ne? In tudi razkazovanje sebe je postalo normalno. Ampak če to ves čas počnemo, potem nismo več izolirani. Potem nimamo več možnosti za odklop. Hvala.